Pa veš, kaj to še nikoli v lifeu nisem rekel, ne? Da sem dve mamice da sem dve mamice naenkrat položil. A veš, kaj delam? Pucam, praznem kufer od Exida, Kia Exid. Zato grem v Sevnico, tam sem naročil ene kartonaste silhuete, lutke, ne vem sploh, kako se temu reče. Zato, ker bomo atmosferci v sodelovanju s Triglavom posneli eno kratko serijo, ki se loteva 4 ali pa 5 najhujših avtomobilskih grehov. A veš, fora je v tem, da tiste lutke so zelo lahke, so pa tudi dosti dolge. In dobro, lej, pustimo se presenetiti. Pa še otroški zid dam ven. Še vedno vas je dostikrat sprašujete, kaj je to za enega nucam. Zid, ki ga nucam, se imenuje mimogrede to pri sladko-kislih od Peugeota 208 nisem rekel, ne, ker sem pozabil. Utori za Isofixe so pismo, no. A veš, niso oni plastični, te uporabni, ki samo poslajdaš noter ta spodnji del zica. Vaj zdaj, kje si ti, no? Pridi k meni, ljubica. A pokažem, čakaj malo. Lej, takole izgleda to Peugeot 208, sprav imaš tako mehno zadrgico, jo odpneš in potem moraš noter najti tisto palčko, tako razpreš pa. A veš, in pri tem sistemu je, ali pade noter, čakaj samo. A si slišal? Ne? Ali je vse ok in super, ali pa popi. Veš, kaj sem se odločil? Tale pot od Miklavža na Dravskem polju do Sevnice je en tak dober vzorec za zmer poprečno porabo. Vozil se bom uro 10, nekaj takšnega, resetiral bom potovalca, pa da vidimo na koncu, koliko je ura. Ok, potovalc resetiran zdaj. Evo, po švoh 38 km zavijam dol z avtocesti, tukaj na Dramlje grem dol. In potovalc mi kaže porabo 7,7 litra na 100 km. Je nič, zdaj pa še dobrih 40 km do Sevnice. Maljavžent vagonov, šlo je zdaj mim, mal bom počakal, pol pa naprej. A veš, kaj mi je všeč? Vidiš, koliko je zmahana cesta, koliko je enih različnih flik. Takšna cesta je vrhunski, na en način testen poligon, kjer zelo hitro ugotoviš, kakšne so prednosti pa slabosti podvozja. Koliko je podvozje tiho, ko naleti na grbino ali pa luknjo, kako se obnaša, če ga taka stvar sredi recimo ovinka, v katerega zapelješ malo hitrejši razbul. Ne razbul, ampak razbur. In takšna pot, to se pravi 40 km po eni običajni cesti, lahko v avtomobilu pove zelo veliko. Od zvočne natesnitve do podvozja, pa še kupa drugih reči. Planina pri Sevnici, zdaj sem bil nazadnje tukaj. Ker smo snemali en video prispevk že dolg časa nazaj z Davidom Stropnikom pa z Mazdo MX-5. Pa prosim lepo, daj poglej tale čudovit razgled. A veš kaj, če sem pa že tukaj, je pismo, pa grem pa na hiter grad pogledati. Kozjanskim rokovnjačem Franz Guzaj, zloglasni razbojnik, rojen 839 v Primožu blizu Šentjurja, podtaknila mu je tatvino, pa se je maščeval. Aha, pustolovsko življenje. Leta 880 so ga pa ustrelili. No, vidiš. Ej, bolj v skalo ga pa niso mogli narediti, a? Hudo. Pa stari ne, lek je zaprt, no. Come on. Kaj pa piše? Spoštovani obiskovalci, zaradi obnovitvenih del ogled ruševin do nadaljnjega ni možen. Aha, vidiš odr tam zadaj. Sem šel pa na Wikipedijo pogledat, ne? Prve omembe gradu tukaj na planini segajo v leto 1190. To je od oka koliko stari? To je 300 let predne Krištofer Kolumbus prvič videl Ameriko. O, muca, čau. O, muca. Čau, nekaj ima frnikule za okice. Lega, dec parkiral pri kmetijski zadrugi. Pekarna planina. Kaj pa če peseno? Eno štručko ali pa nekaj. Ops. No, končno. Sevnica. O, lega, ta gre pa v Ljubljano. Evo jih. A veš, to sta dve mamice, dajmo jim imena, recimo, da je Sonja pa, kaj ćemo reči, Erika, pa hčerka, pa sine. Kaj bomo delali, ne? Tako sem rekel, v povezavi s Triglavom bomo naredili nekaj na temo avtomobilskih grehov. In prvi greh je ponovadi hitrost. Običajno zaradi voznika. In bomo na zelo grafičen način prikazali, kaj se lahko zgodi, če je ta neprimerna. In zdaj ti moji prijatelji po volumnu ne zasedajo glih velik, ne? Ampak mamici sta visoki 170, otroka malo manj, mislim, da je 110.
Zdaj pa treba to noter spraviti, pa ne polobiti, pa domov varno pripeljati, pa pol na Vransko, kjer bomo snemali. Hej, stari, veš, da bo šlo? Pa da si boš znal predstavljati, pogled, takole približno pride tole. Malo po diagonali, pa ni problema. Pa veš, kaj to še nikoli v lifeu nisem rekel, ne? Da sem dve mamice naenkrat položil. Pa še otroci. Evo, to je to. Pa veš, če že sonček name sije, pa vam tlele eno lepo belo steno, bom jaz avto sam preparkiral, pa zaključimo tale vlog, pa nekaj še o porabi povem, ne? Ker zdaj pa imam tisto vzorc, ki sem ga rabil. Pa pojmo najprej čisto na začetek, da ponovimo, zakaj sem jaz tega Excida vzel na test, če sem enega že imel. Spet je enaka mašina, to se pravi 1.4 turbo, 103 kW oziroma 140 konjev, takrat je bil avtomatski menjalnik, zdaj pa ročen. Dobar, če nimaš avtomatika, pa če si veliko v mestu, potem ti ročen lahko najeda, ker avtomatik pomeni neko stopno udobja. Drugače sam po sebi ročica menjalnika gladko teče, ni športno, ne smeš biti prehiter, kar je logično. Ko pridemo do porabe pa tako, pri testu Excida z samodejnim menjalnikom sem jaz ocenil povprečje tam na ene 7.3, 7.4, mislim, da sem celo rekel. Pri temu je pa zdaj tako, zdaj na potovalcu piše 7.1. Če bi se več vozil v mestu, če bo več kratkih razdalj, verjamem, da bi bilo zelo podobno 7.3, 7.4, kar pomeni, da bi se avto izenačil s tistim z avtomatskim menjalnikom. Jaz bi se odločil za avtomatskega, moram pa reči, da sem s tem avtom vseeno užival, tudi zaradi nekaterih prednosti, ki sem jih pa omenil že v vlogu z avtomatikom. Da sem pač tokrat rekel avtomatski pa avtomatik, da že sam sebi malo najedam. Poglej ta vlog, tukaj sem napisal številko, pa spodaj bom tudi linku in to je to. Lušten avto, Exceed, pa dajte tako izgovarjati, Exceed. To pomeni preseči nekaj, mogoče tudi pričakovanja. A je to ta avto naredil, to se moraš pa sam odločiti. Ok, to je to za danes. Ajde.